The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Sončki, dobrodošli nazaj na še en kolesarski podcast. Danes je z mano zopet Petra. Razpoložena je fenomenalno. Imeli smo kar pester vikend. Najprej pa vam moram povedati, se pravi za akcije. Prejšnji teden smo imeli čelade. Hvala vsem, ki ste jih naročili. Danes so bile zadnje odposlane. Moram se upravičiti parim strankam za naročila od telih stojal za kolo plus Powermetrija Sioma. Stojala za kolo upam, da ste zdaj vsi dubali. Powermetre pa nažalost čakam, do danes jih še ni bilo, tako da takoj, ko pridejo, vam jih pošljem. Vem, da mislim, da vas večina to itak gleda, tako da takoj, ko bojo prišli, vam javim. Zdaj ta teden so v akciji tale casual očala. Potem pa z tem, kar se bo še s Petro pogovarjala, ker se v soboto začne Vuelta, pa še etap je tukaj, spet en izlet. Bomo imeli pa prav akcijo do 15. oktobra, septembra. Se pravi, skoraj en mesec. Bomo imeli pa v akciji spet kolesarske majice, pa zdaj bomo unika, boste nabavili kolesarsko majico, bomo imeli še dodaten popust še na kolesarske hlače, tudi še na pošiljko, ki še ni prišla. Tako da tudi barne hlače zdaj, ko bojo prišle, boste imeli isto še popust, še dodaten še na hlače, tako da evo, to je to, bo pa od sobote dalje. To, kolesa imamo še zmer tesna, tako da tisti, ki hočete sprobati, se naročite. Obročal neki, sicer še malo ga je, ne pa prav velik, tako da, ja, to je to. In Petra, kako si ti kaj? Ja, danes sem že boljša. Danes sem čist nova. Danes sem se malo naspala, malo spočila, zregenerirala, čez vikend sem malo več jedla. Tako da, ja, kar je bil naporen petek, ne? Ja, mislim, zadnjih 5 kilometrov vzpona na Mangart, jaz sem kar šel toliko slabo, pa sem pa pogledal po cajtu, se je bil pa ta najboljši cajt, ker sem ga kadarkoli vozil na Mangart, tako da pa se pravi, da bi ne vem, kako sem bil takrat rezen kurac, ker ja, zdaj je šlo res po vatih, ne vem, da sem se nazadnje toliko slabo vozil. Jaz nisem mogel obračati več kot 200, pa veš, pri mojih kilah je to nič. Zadnjih... Še drugo, da te nisem ujela. Ja, jaz se to čudim. Vse sem vaju gledal. Cel cajt sta bila tako, jaz sem bil kle gor, videl sta bila tam dol. Sem tako, meni je bilo tudi, ker pač to traso itak poznamo, mislim, tisti, ki smo malo bolj kolesarijo, poznamo in vemo, da ponovadi tako je, ampak je bil še ekstra vroč dan. Tudi na Mangartu ni bilo nič kaj tako prijetno, da bi se kaj shladil prav noro gor, vsaj meni ne, no. Sem čakala, kdaj me bo malo zahladil. Ja, pa tam od rampe gor. Tudi gore sem bila gor brez majice, sem sam bila v modrcu, tako da sem se res majico dala sušiti, da se mi je posušila. Zato zdaj ni bilo menga več gor, ker smo mi prišli. Zdaj Mersa, če hočeš se losati na plaži, sam Petri reči, da gre v modrc. Ja, se ne losa se folka okoli. Ja, sej to pravim. Ja. Da ste sama bolj. Ja, sej kako je ten mož gled. No dobro, sej. Hvala Bogu, da se ti ni slačil. Ja, se to. Še mislil, da je tam eni iz Tajske prišel. Še tiste 3 muhe bi pobegali, nekaj sem bila gor. Ne, bilo je, ful je bilo lušten. Ne, lušten je bilo dobro, družba smo bili, se mi zdi ta prava. Ja, klej mislim, da se je malo poznal najbolj vročina, to, da je bilo vroče. Jaz sicer moram reči, da jaz sem pila tako, po količini bi rekla dost, sem zihar spila, 7 bidonov, tako sigurno. Ampak je tudi lil iz mene, tako da je bilo res vroče, sploh tam, ko smo od Bovca enkrat štartali proti gor na log pod Mangartom, ta del vse je bilo najhujš, se mi zdi, okoli Strmeca, pa ta del je bil res žgalk, res je bilo vroče. Tudi drugi kolesari. Ljub si mislil ob enih popoldan, da bo vroče, ne? Ma ne, saj smo vedeli, da bo, ampak pa tudi čudaš, kako pa to vpliva na telo, ne, da več telo ne dela tako, kar je treba. No, tisti, ki si hočete pogledati, vlog je bil v nedeljo dan na YouTube, ali v soboto?
dnevno delo. Tako da si lahko mod pogledate. Kaj mi da greva pa na... Jaz sem imel ful zapiskov danes, pa mi jih ni hotel prenesti na tablico, tako da bom zdaj vse iz glave šel ven. Ti to lahko. Mislim, ta grahek, ki je noter, ki še dela, rečemo, bom hrčka za laufu, pa bo začel se vrteti. Sem glede na to, da si udaril v glavo, če ti to delal. Daj mi povej, ti si gledala slovensko sceno, so imeli juniori, so imeli dirko v tujini. Ja, Alpe Adria Tour v Avstriji. Zdaj tam je bilo kar te Pogi tim se je udeležil, tudi Factor Racing so se udeležili, pa verjetno še tudi drugi, kakšni naši teli podmladki, ampak najbolj se mi zdi pa, da je bilo definitivno za omeniti Pogi tim, sploh starejši mladinci, kjer so tudi dosegali rumeno majico, je Luka Maksimovič zmagal, se pravi dobil rumeno majico na koncu, tudi pohvaljeni so bili strani trenerja, sem danes brala, da je bilo zelo timsko delo. Zdaj pač videti nismo mogli, kako izgleda, kako so vozili fantje, mogoče mi bo pol Blaž Debevc, trener njihov povedal, kako je to timsko delo delovalo, da so res kot ekipa menda dosegali ta rezultat. Tako da, če je bilo to res pol res, tudi se vidi, da se pozna neki na fantih, a ne to, ker se pač ni več samo dirkanje, ampak je tudi glava že, a ne pri teh letih. Tako da ja, res lep rezultat, ki so ga dosegali vse ostale države so jih nagonili in bila lep rezultat. Tako da. Okay. A je bilo še kaj tazga, še kaj drugega? Ja, Jakob Omrzel, to pa sem si prav zato, ker ne poznam teh dirk mlajših, ampak je zmagal pa se pravi tudi razvojna dirka, ki je pa zelo prestižna v Italiji, Capodarca se imenuje, če sem zdaj to prav izgovorila, ne vem. Je pa zmagal, to Orang, vso konkurenco je nažgal. Najbolj zanimiva stvar, ki mi se mi pa zdela pri tem, ko sem malo brskala o tej dirki, je pa to, da je to tvoj oči zmagal pri 19 pa pri 21 letih, oziroma ni zmagal, dvakrat je bil drugi, dvakrat je bil drugi na stopničkah. Takrat so bili tudi znani ostali kolesarji tazga svetovnega kova na tej dirki. To dirko so vedno vozili taki, ki so potem tudi zmagovali danes v Pro Touru, a ne? Tako da je to kar prestižna dirka, tako da mislim, da s telim Omrzelom bo še kar zanimivo ga spremljati, no. Mogoče se pa ne bo vsa saga končala z Pogačarjem, ampak bomo imeli še kaj Slovenci pa zagledati za naprej. Ne, pa se že, mislim... Ja, mislim, kakšne te druge dirke, jaz ne vem, ampak to, kar je že pokazal na dirki po Sloveniji letos... Pa Giro, ne? Ta Next Gen. Ja, sam na dirki po Sloveniji je tudi že dirku z člani. Ne? No, ampak se pravim, zdaj gre na Tour de l'Avenir, ki je pač to je dirka, za tisti, če ne veste, to je dirka v bistvu po Franciji za mlajše člane, ki je velja v bistvu čisto enako prestižno kot dirka kot Tour de France, s tem, da je samo en teden traja in tam bodo vsa največja imena, tam so vedno zveneča imena zmagovala, Froome, tudi Pogačar je to zmagal, mislim, da tudi Ayuso to zmagal. So to kar imena, ki se potem uveljavijo ponavadi v Pro Touru, tako da tukaj bo pa zanimivo po moje spremljati. No. A si gledala, kaj je v živo prenos? Mislim, da je Tour de l'Avenir vedno, tudi na Eurošportu, če pa ne, bo pa sigurno po mojega imel HBO Max. Okay. Je kar dirka, ki smo jo gledali že. Okay. Tako da mislim, da se... Zdaj se začne ta 23. isto, kot Vuelta. Okay. Tako da mislim, da bo to kar za spremljati. To je slovenska scena. Pol imamo Urško. Ja. Dirka po Romandiji za ženske, kjer so bile 3 etape in je bila v bistvu v 2 etapah druga. V drugi etapi je tudi prevzela majico vodilne, tako da je imela rumeno majico in potem v zadnji etapi pač imela malo smole. Malo pa mislim, da je tudi bilo mogoče njene napake narejene na čisto zadnjem vzponu, kjer bi po mojem mnenju, glede na to, da je potem lahko lovila še, se pravi, skupino sama praktično 20 kilometrov, se pravi, da je še bilo toliko moči, ne, in prišla zmanjšala zaostanki iz 25 sekund na 10. Je škoda, da ni v tistem zadnjem vzponu vzdržala, pa obdržala ste, se pravi, s prvo pa z drugo, ker ona se je bila samo mogla držati te, ki je v bistvu bila na koncu 3.
tretje etape in če bi se nje držala, z njo prišla v cilj, bi imela tudi generalno zmago. Je imela pol nesrečo tudi na spustu, ampak ta spust verjetno bi bil drugačen. Kva ti delaš, moj bog. Na spustu bi bil, spust bi bil verjetno drugačen, če bi bila ona zraven. Ne bi na spustu letela ven iz ceste, kar se je zgodilo. Tako da škoda, no. Mislim, po eni strani, ja, krasen rezultat, lepa uvrstitev, težka dirka, to je Švica, veliko klancev, ampak mislim, da je bila kar pisana lahko tudi na kožo za Urško, tako da škoda, no. Ja. Dajmo se kle še malo ustaviti, kle je v bistvu tudi kar en tak škandal tega tedna, oziroma prejšnjega tedna. Jaz sem sicer nekaj bral, pa zdaj ne vem, zastopam pravilno, ne? UCI ne bi zahteval od vseh ekip, da zberejo enega kolesarja, ki bo imel ta GPS tracker gor cel čas, ali za vse kolesarje. Mislim, se načeloma na koncu... Ne, vse ekipe, jaz sem pa zastopila tako, da so vse ekipe hotele imeti, da so trackerji, da imajo vse punce GPS, se pravi vse GPS sledilce. Ja. UCI pa ni dovolj, da imajo vse, ampak da se samo iz določene ekipe da določeni punci sledilno napravo, samo eni, ali pa ne vem, da se jih izbere, ne vem koliko enega ali dva ali tri punce iz ekipe, in s tem se dve ekipi nista strinjali, se pravi ostali so pristali na to, tako da so v bistvu dejansko bile samo določene punce za sledilnimi napravami se vozile. Edini, ki se pa niso s tem strinjali, niso na to pristali, so bili pa, se pravi Education, Oatly se klej imenujejo punce, pa Picnic Postal. Tako da te dve ekipi potem nista nastopile na Romandiji kot punce, vse ostale pa so, ker se je jih najprej več ekip omenjali pred štartom, ampak na koncu v bistvu samo dve ekipe nista štartali, vse ostali so pa štartali. Jaz sem tako prebrala, no? Tudi slovenski članek, tako da je bilo tako, da v bistvu ne bi imeli vsi sledilne naprave, ampak ne vem pa, zakaj UCI ne bi pristal, da bi imeli vsi sledilne naprave. Tega pa tudi ne razumem. Najbrž jih niso imeli. Toliko. Pa se verjetno te sledilne naprave si bi mogel vsak sam zagotoviti, ali kako, ne vem. Ja, ne vem. Meni je vse skupaj neka taka čudna situacija. Letos tudi je bilo na ostalih dirkah, so se začele te sledilne naprave kar zelo uporabljati. To je bilo po tisti nesreči lansko leto, ko je bilo na svetovnem prvenstvu mladinka, ker nekaj časa je niso najdeli, ker je bila v gozdu, in tudi pač nažalost je pač umrla takrat. In takrat naprej so se začele s temi sledilnimi napravami, da bi jih imeli vsi, se pravi tekmovalci. Ne vem, kaj bi bil tukaj problem. Mislim, da bi to mogla biti odločitev vsakega posameznika, če ne celo, da bi UCI zahteval, da ima vsak neko sledilno napravo nekje. Zdaj edino, če bi... Imajo preveč dela pol. Mislim, ne vem, kaj jaz, koliko sem prebral, ne bi bilo kot neka aroganca iz strani UCI-ja in da pol... Pač ja, zaradi tega sta te dve ekipe zgleda rekle, da ne bosta. Sam ja, kakorkoli čudna situacija, ker... na prvem mestu bi mogla biti varnost. No, tako, ja, zdaj, kar je... Ker nekje, ki sem jaz prebral, so kao... Ne vem, kaj ta tracker sploh, če sam GPS mera, ne, pol itak nima neke prav veze, ne. Mislim, jaz čakam, da bo v kolesarstvu tako, da boš ti, tako kot že zdaj plačujemo to klinčevo naročnino, ne? Da boš dejansko si lahko zberal kolesarje, pa da boš imel od njih podatke itd. Tako kot veš, ne vem, meni je ful dober tudi pri MotoGP-ju, ki ti pol še naklon kaže, pa tako, ne sicer sam kdaj, ampak dobro bi bilo, da ti lahko zberaš prav kolesarja in da imaš od njega srčen utrip, power meter itd. Zdaj ne vem, na turu, a so imeli vsi, a so imeli samo določeni, ampak sigurno, pa ne samo letos, mislim, da je to že odprej, so te GPS sledilce imeli. Tudi lahko si gledal, da bi lahko sam zberal, ne? Ti, ko gledaš na da bi rekel točno, TV, kjer ga gledaš, ampak si tudi pač točno, ker si gledal lahko ta live varianto na spletu in si točno videl, kje je kdo, na kateri poziciji, koliko sekund, za kateram, ne? Ja. Tako da si že imel v bistvu, nisi ga mogel strljati, kaj on ta moment vrti, videl si pa njegove statistične podatke samega tura lahko. Tako da, ja, to bi bilo sigurno tudi zanimivo, glede na to, da gremo za to tehnologijo toliko naprej. Zdaj verjetno te
Stari kolesari naj bi zdaj tako popluvali, da pač dirka je brez vez, brez vsega sledenja, brez česarkoli, samo ne moramo. To je isto, kot da bi rekel, da ne vem, se v šoli učijo sam poštevanko, nič drugega. Pač vse je šlo naprej, vse gre naprej in je malo drugače. In isto je tudi v kolesarstvu. Pač tehnika je šla naprej, vse gre naprej in ne moramo pričakovati, da bomo pa v kolesarstvu se pa še vedno tako, kot je bilo v starih časih. Ne. Ja. Pa še ena, v bistvu nam rekel, da se glih navezuje na to, ampak glede varnosti, vem, da smo vsi ali pa saj večino vas je brali tole. Prejšnji teden je prišel članek na Cycling Newsu, kako je šel eden 20-letnik, se ne upa več voziti, ker je tako hektično in ga toliko stresira, da ni več zmožen se voziti v pelotonu. To je kolesar iz Nemčije, ki je zmagal tudi to Zwift akademijo, pa je vozil za Deceuninck. Je rekel, da ga je toliko mentalno uničil vsakič, ki je bilo v pelotonu, ki se veš na koncu ali kakorkoli, da ni mogel več dirkati. Jaz mogoče sem eden tak tip, ki bi to lahko potrdil, da verjamem, da je to tako, ker glih zanč je bil kle tudi Penko, pa doskrat mi tudi drugi reče, da je 5 dirkat, 5 kam tekmovati, imaš še druge dirke, a ne, tako in če povem po pravici, vsakmu, ki me na neke dirke napeljuje, meni je ful dirka stresna stvar. Meni je dirka hektična zadeva, jaz v dirki redko kdaj uživam po, ne vem, 20 kilometrih štarta šele in potem, ko se približujemo spet koncu zadnjih 20 kilometrov spet nič in to, če tako gledam, to je pol dirke, pol sploh ne uživam, ampak se ves čas borim z nekimi pozicijami, a bo ali ne bo, ali bomo padali, ampak to sem jaz, sej, in zato tudi verjamem, da temu fantu bilo verjetno težko, pa najbrž še kakšnemu drugemu. Sej smo letos tudi to na Turu poslušali od več kolesarjev, da je to v bistvu kar težko že vse skupaj prenašati. Ne. Pa razumem, brzine so večje, kot so bile včasih. To je ena stvar, dirka se napolno praktično že od začetka, ne, na 10 let nazaj se zadnjih 40 kilometrov. Ampak tudi to posledično pripelje pol do teh padcev in poškodb in če si ti odvisen, če je to v bistvu od tvoje življenje, to je tvoj kruh, ne, odvisen od tega, a boš ti padel ali navš, je jasno, potem lahko tudi, je pa kle veliko tudi enega psihološkega treninga, tako kot v vsakem športniku treba in če nekdo ima neke težave, treba na njemu delati, da mogoče, tako kot ne vem, ljudje, ki se bojijo višine, lahko to umiliš, tudi to se verjetno da, ne, nekako potem rešiti, ampak jaz vsem tudi, ko gledaš in v kakšen otok preletijo, dol iz ceste letijo, v prepade letijo, vse to je jasno in tudi vidimo pri nas na kakšni skupini, ki se vozimo, kdaj tam, ko pride do zmatranosti pa do utrujenosti, pa da se še naprej gon, takrat se rado kaj zgodi, ne. Tako da in tukaj so tudi jasno posledično, ti si utrujen, zmatran, na elastiki več nisi pozoren in bolj prihaja do teh padcev. Ampak to je dirka, zdaj pa... Se glih to sem hotel reči, to je tak šport. Ampak pa nisi za to, ne. Ja, se pravim, jaz uživam na kolesu, rada se vozim na kolesu, tudi rada se dobro pelem na kolesu, tudi hiter v končni fazi, sam dirka mi pa nikoli ni bila nek užitek nor, res. Ja. Da bi ful uživala, pa rekla, to je pa noro, meni kar še bi šla. Meni je takrat, ko sem dober. Jaz sem dobra. Ja. Daj pa ti bil dober, da bi ti bilo dobro dirkati. Bil. A bil? Ja. Aha. V čem? Pustil zdaj to? Sej to, ja. Ne, bil sem dober. Zame sem bil, zase sem bil dober. Ja, sej. Ja. Meni je važen zase. Moraš biti za veliko večino. Ne, to je meni vse. Meni je dirkam sabo in če sem presep, če se dobro počutam. Ti imaš čist drug. Naučen si, navajen si, pa še to ti je všeč. To je vse malo. Ja, jaz sem tudi že čas, ko smo dirkali, Petek si malo naumen, malo si vedno še ta si otrok. živčen, pa tako, ne, sam, kaj dirka. Je pa res, da tudi zdaj, če bi gledal spuste čist, vem, da ne upam več toliko spustiti, kot sem včasih. No, pa še vedno se spustiš kar dober. Je pa se je v redu. Nisem reka hiter, no. Ampak... Ja, glih prej me je že kurcu, da se ne znam spušati, kar
mogoče se lahko strinjam do ene mere, res njemu vso teorijo pa vse poznam, imam pa tudi strah pred temi izpusti in Anže pa gre na glavo dol in sem glih rekel, da Anže se pa hitro spušča, če se pa dobro, pa ne vem. Pa meni se zdi, da sploh ne grem na glavo, meni se zdi vse kontroliran. Tako, kot se zdaj spuščam. Se pa je pa v redu. Tako, kot sem se včasih, pa je bilo isto kontroliran, samo je bilo pa kar, ja, je bilo kar dosti bolj, mislim se tudi, no ok, pusa zdaj to. Pol sem imel še novica je iz sveta, da je kolesarskega, da je Eddie Dunbar gre iz Gianta zdaj v Q365. Ja, se te se zdaj le bojo delali te tako da to je eden tak, druge tele, drugega nisem čisto zasledil. Si gledal tole včeraj, Adak, Classic Hamburg, bilo pa zanimivo. Jaz sem gledal, da je Ubežnik je zmagal zadnjih 30 km sem gledal. Ja. Res malo tako čuden, kukor je to kao šprint, to bi bila, kukor sem jaz brala, se pravi Adak, Classic Hamburg, najbolj šprinterska klasika z najbolj večjimi odmevnimi imeni šprinterji in bili so dejansko vsi šprinterji tam, ne? Ampak zmagal je pa na koncu, Roy Townsend, ki je bil pa Ubežnik, zmagal je, to se je zanimivo za pogled, koliko, ne, za 10 metrov, ne, da ga niso ujeli v sprintu. Sam je na koncu, glede na to, da je bil Ubežni, pa da je na koncu skoraj da ne zadnji kilometer še šprintu, pač svaka čast, si zaslužil. Ja, seveda si je zaslužil, absolutno nisem, ampak je pa, da jaz mislim, da sva gledala včeraj glih zato, ker sem brala, da bo pač vsa ta smetana šprinterska in glih tebi sem enkrat rekla, kje imajo pa kaj šprinterji, kakšne te dirke, veš, kaj sem te glih spraševala. Ja, pa sem to navala za tako. Mislim, je velika dirka, ampak ni pa... Bil je Philipsen, bil je Milan, bil je Van Aert, bil je Van der Poel, vsi so bili in pač se je pričakovali, da bo verjetno na tej dirki množični šprint, tam se vozijo po Hamburgu, ampak je pa res sem imel en klanc vmes, tak grd, ki so ga mogli parkrat prepeljati, tako da mogoče. Jaz sem gledal tale dirko po Danski in tam je Trek kar prevladoval. Pedersen vozil, ne? Vidno, močnejši. Mislim, da je bil Pedersen. Pedersen, tako. Ja. Tako da, zdaj toliko teh dirk, da se že pol res malo razvrstijo, a ne tudi vsi ti kolesari, pa so eni na enem. No pa lahko poveva, da je Roglič zmagal kriterij, Ethan Leur je kriterij in je vozil se in premagal, v bistvu, ni v šprintu, ker sva pa gledala posnetek, ne, mislim, itak nismo mogli videti dirke, nikjer nisva najdla, ampak je v bistvu bil pred Arensmanom pa Van der Poelom. Jaz sem edin to brala, da so bili Nizozemci zelo razočarani in jezni, ker so pač pričakovali zmago, oba dva sta Nizozemca, ne, in Arensman in Van der Poel, tako da so pričakovali zmago nizozemsko in so bili potem kar malo razočarani in tudi tam, ko poslušaš napoved, ko prahaja pravi Roglič, tako ni unga, ne, napovedvalc, ki napoveduje. Ne, pa se sliši gledalce, da so žvižgali. Ja, so bili kar malo zgroženi, ne, ampak dobro, važno je za Primoža, da tudi malo zmaguje, pa da dobi malo te motivacije, pa vsega, tako da je prav fajn. Ne veva pa, kako je zmagal, je bil kakšen klanca, je imel odpelu ali... Tale, zdaj se... Ok, kar se tiče za nazaj dirk, mislim, da je to. Ja. Pol za naprej, preden greva na Vuelto, jaz sem telih, si lahko pogledate, YouTube kanal Velo, to so te, ki so imeli review od Colnagota Y1RS, so primerjali pol tudi Colnagota Y1RS, Cervelotam S5, podcast je dolg sicer enih 50 minut, jaz sem celega pogledal, tako da svetujem vsem, ki kupujete novo aero kolo, da si pogledate, ker mislim, da so fantje, kukar je tudi logično, kar nekaj nakladanja v podcastu, so zelo lepo primerjali obe dve kolesi, tako da to tisti, ki vas zanima, si pejte še to pogledati, to je mogoče edina stvar, ki sem zasledil v zadnjem tednu, kar se teh novih bajkov pa tega tiče, tako da je to. Noč gre zdaj še na Vuelto. No, dejva. A si kaj pogledala, si te prve etape? Sem pogledala v bistvu kar vse etape, no, glih včeraj, prevčerajšnjo malo. Pa si grejo samo do ponedeljka, kaj je tako pol naprej. Ja, se v bistvu šele 6. etapa, kakor sem gledala, nekaj taka malo bolj, da se bo začel, pa prej je skupinski kronometer, ki tudi je zanimiva stvar za gledati. Tako po pravic pojan sem, tako na prvi, zdaj ne vem, no, ampak na prvi se mi ne zdi nekaj tako blazno grozno, sem zdaj bila lani težja.
Mislim, ja, vsaj tam do konca sredine tega prvega tedna je dokaj ok. Prva etapa je, zdaj nimam zapiskov, prva etapa je šprinterska, druga je nek 9 km 5% klanca, nekaj tasga. Pol je ta tretja, mislim, da je spet velika Prvo ne gorsko sem šprint. gledala, da je šele 6, no, da je tako malo bolj... Ja, sam se že ta druga je že zaključil klanc gor z 9 km klancem, pa 5% je naklon. Tako je. Profil gre tako. Žup, pa je pa na koncu. Tako da... 3 pance naše. Več. Ni? 3 pa pol imajo. Ja, vem, sam so položne, ne, ta gre pa skozi gor. Ja, no, vse je kar šel 3-krat, tako. Ja, tako da mislim, Vuelta bo itak, tako kot je vsak let, bo po moje zanimivo od začetka do konca. Tako da jaz že komi čakam, da se začne, ker zdaj sem čist fair po turu, ne vem, zaradi vsega tega navdušenja mi tako malo motivacija za gledanje vsega tega mi je malo dol padla in nisem prav oran, Ja, pa ni naših, teh ne, dirk. tako mogoče tudi... je pa jasno, so te Grand Touri najbolj vedno hektični, tako zanimivi za gledati, ko se nekaj dogaja. Jaz tudi, meni tudi komi čakam, da se začne Vuelta, zato da bomo držali pesti. Pa zdaj še Leveniru, še tam še tisto Pa še gledati. to bomo zraven, tako da bomo imeli tam še umrzela in mislim, da bo kar Tako da evo, do zanimiv ponedeljka teden spet. so te favorite, v bistvu so že prejšnji teden Ja, nič se ni omenila. pojačala, še štartna lista, nič se ni še povečala. Vemo to, da Roglič sigurno ne gre, a ne? Ja. To sva že videla. Je pa tako, da še vedno jaz mislim, da kle se bo Vizma pa UAE dajal med sabo. Bodo pa še kakšni zmagovalci posameznih etap sigurno. Kukor je Ciccone pokazal letos, da je v dobri formi, bo verjetno kakšno etapo dobil, pa tudi tale Derek G je meni vedno všečan, tudi vedno kajšno dobi. Pa tudi mislim, da se bo znal za generalno potegovati kar za Se zna visoke. biti tudi 10, ampak overall za prve 3, pa če bi zdaj napovedal, po moje Almeida, pač Jonas bo itak mislim, če ne bo zmagal, bo imel spet kakšno orang smolo, pa Carapaz. Jaz drugih, mogoče lahko preseneče Bernal, pač njega spet ni bilo od Gira naprej, se ga skoraj ni nič videl, ne. To je pa to. Drugega pa jaz, da bi rekel, v tem jaz trenutku... se strinjam s tabo, in pač ta tretje mesto mi je tak še prvo, drugo, ja. Tretje mi je, bo pa verjetno tako. Mislim, Carapaz bo šel po moje na skupno. Če ne Sigurno, omel se prvih pravi, sam je dneh še nekaj smole, ne. takih, ki je tazga nivoja, ki Carapaz, ki bi lahko podoben dosegel kot on, no. Pismo, jaz Tudi pa mislim, Landa da ne. bi lahko v končni fazi. Pa se je podoben kot Carapaz. Vedno Ne, je tam ne, ne, nekje ne. čist blizu. Je pa Landa mislim, če bi ga gledal kot Grand Tour riderja, za moje pojme je dosti slabši v primerjavi s Carapazom. Četrti je bil. Ja, sej lahko da je bil takrat, ko je polhan drugih še odstopila, pa kakorkoli, ampak Carapaz dejansko, če ben od ta glavnih ne odstopima, po moje edini, za moje pojme ima edini šanso, da zna parirati tako, za višja Ali tale mesta. Only tudi? Veš, da ne vem. Sem rekel, da bom zdaj do konca tega tedna, ko bo Ja, sej ni, pol jaz sem naslednji gledala teden tole, več povedala o tem. Ja, se niti ni toliko jih ni nabral še, tako da bomo videli. Ja, Bomo imeli pa glih 23. ko štarta Vuelta, pa tudi mi letap, spet klele še tole zadnjo druženje, potem bo sam še en teden čas, da se prijavite na letap. Tukaj, ko boste bili v soboto, me lahko pocukate za eno posebno kodo, imamo še, da so res ugodne štartnine. Mislim, da jih bojo oni dvigali zdaj v kratkem na 119 ali 129 evrov, bo še zadnja čist tik pred štartnina, mi jo pa imamo še za kar veliko manj kot ta znesek, tako da če bo kdo hotel, me lahko pocuka. Mi dva greva, a ne? jaz se še 7. nisem barjal. Je ti se porjal, no? Ja, bom se. Se ne upaš, a? Ma ne, ni to, A ne, se vem, na da se zadnje boš. sem se prijavil, pa ta prijavim Ja, pač. .si ali karkoli to sranje. Ne, ni prijavljen, imajo oni svoje strani, sam pa ti se ne znaš prijaviti. Ja, fora je, da nisem
Nisi naknadno mogel kode vtipkati. Ja. Vse tako je bilo isto, ko sem se jaz na Franjo prijavil. Tako da jim pol Tja nazaj ne jim morem napiš, iti. pa te odjavijo, pa se nazaj prijaviš. Zdaj čakam, da bo to potekalo. A še ni. Ne vem. Vse imam še cajt. No, Se mi ne mudi. Tako da ja, to čakam, da bo samodejno ugasnili in bom šel še enkrat. Ja, tako da mislim, da ta etap je še tak največji, zdaj bo še zadnji ta slovenski dogodek, kolesarski, res da je velik, ostali so že bili. Če pa to je na isti vikend, kaj Vršič, ne? Ja, Vršič je v soboto. Ja. Ampak se je Vršič zdaj že zadnja leta kar nekaj časa zelo krnen za štartom. Tudi jaz sem pred parimi leti štartala, ne se je bilo na mene 150 tako na celi dirki vseh skupaj. Zgubo je pač nekako, ne vem sicer zakaj, kaj se tam ne poznam, tukaj je organizacija ali kaj drugega od zadaj, ne vem. Ampak tudi ni nobenega dogodka zraven, ne? Da bi se nekaj to dogajalo, prav kaj presenetljivega. Ampak, Dej rajš povej, kam gremo v soboto. ja, v soboto eno lepo traso sem naredila. Smo jo sicer že nekaj Se probali. ne more biti grda v Sloveniji. Da. Ja, no, pa sploh zdaj imamo res, smo že kar pozvohali kar nekaj lepih cest. V bistvu bomo šli traso podobno, kot smo šli takrat z Janijem Brajkovičem, pa nam je vreme nagajal, da smo jo skrajšali, ker je takrat malo rusil in bomo šli lepo spet na tale Osolni gor, da malo klančka. Ja, malo klančka. Pa bomo šli pa dol čez, tako da bomo šli na Krko lepo nazaj, na konc, pa na uno stran oziroma bomo sproti rešvali, koliko bo težko, koliko bo komu težko, lahko gremo čez Krko nazaj, lahko gremo že prej na Račno, tako da se skrajša, da ne bo klanca več, lahko se podaljša, pa se še daljš naredi, ampak v osnovi gremo na Osolnik, čez na drugo stran, se pravi čez glavno cesto v Rašci in pol na konc, tako da se bomo prilagodili. Tudi zdaj že smo na izletih začeli delati ekipe, skupine, malo zmanjšamo, da nas ni ne preveč. Tako da bomo naredili, da bo za vse prav. Kdaj se začne? Sigurno. Ob 9 se bomo klele zbrali, pridejo od letapa, tako kot so do zdaj vedno, potem imamo masažo, oni prinesejo malo kakšne rekvizite, malo potalajo nagradici in Kdaj pa štart? ja, ne vem, po malo pol 10. Okay. Tako ob 9 se zberamo, kavica se spije. Jaz vedno pravim, da kar ob 9 pa pač zbor, zato da se naberamo, da za tiste, ki vedno zamujajo, da nimajo v glavi kakšne druge ure. Ja. Tisti, ki boste hoteli še kaj probati, se pravi, glede na to, da se začne v soboto ta pri nas tudi akcija, pa spletno stran bomo dali zdaj iz modre, bo šla v rdečo zaradi Velte. Bom jaz tukaj po vsej vrednosti od 8 dalje, tako da me lahko kontaktirate, pa je to tono. Tako da, ja. Je še to ena stvar, pa čak štart je pa kdaj v soboto Velte? A bomo pa še kaj gledali še Velto? Zdaj nisem gledala, da je štart, je kar že etapa, ne, ki ima 140 km ali nekaj tazga. Mislim, da ima 180. A 180, no v glavnem je že kar ni kakšen prolog ali pa kaj tazga, tako da bo, ne vem, da je verjetno ponovadi imajo oni tam v kolenih dveh kaj tazga, je kakšen štart, pa potem preden se zadeva konča, ne, tako da ja, glih prišli bomo lepo nazaj z izleta, pa bomo verjetno lahko štart že videli v Velte. Tako da ja, ne bo tako hektična, kakor je bil, kaj smo imeli letos na turu, je bilo že prvi, no mogoče pa bo, ne, mogoče bo je pa tudi tukaj na Velti, a si vstala se tukaj voze na začetka na polno? Ja, se bo. A misliš? Mislim, tak dirkanje je zdaj. Tako da jaz ne pričakujem, da bo kako drugače na Velti. Ker sploh te etape bojo spet za moje pojme ful zanimive, ker je Pedersen noter in Trek in oni bojo šli spet na te zmage v šprintih, se pravi kjerkoli klanček bo pred šprintom, bojo oni prtegvali, zato da drugi šprinterji odpadajo, tako da jaz mislim, da bo tudi te etape, da znajo biti zelo, zelo zanimive, tako da jaz že komaj čakam. Pa Pedersen zihar hoče obleči rdečo, tako da, ja. Aha, zato prvi dan lahko šprinterček, ja. Ja, prvi dan, pa drugi dan je tak klanc, da bi on tudi znal zdržati noter, a ne 5% povprečen naklon, za moje pojme se mi ne zdi, da je to zdaj tak bav, je pa res, da to jaz po profilu, a ne, če ne poznaš klanca. Ja, mogo bi še klanc pogledati, da nima kakšne strme dela. Ker zdaj, če veš, če je to kakšen tako, kot treba lev, pa da je 3 km daljš, to pač pridejo gor. Ja, Sploh, če je odprt, pa da moraš v zaveterju voziti, itd.
pač ja, pol jaz mislim, da Pedersen, da ima v prvem tednu šanse, da rdeča obleče. Ampak ja, bomo videli. No, pa bo tudi zanimiv. Ja. Ti kaj pa to, ko te je zdaj tvoja nažgala na klanc? Ja, to pa tako, ko si bogi. Bogi. No, meni se je prav dobro zdel. Moram reči, da smo dali na Instagram, smo objavili tudi pri nas zraven s tistim smajlijem in toliko teh smajlijev, kakor je bilo klen na ta video potovčenih, mislim, da še ankoli na noben video, ne, tako da Martina, hvala za video. Pa upam, da ga še kdaj nažgala. Ja, moram pa reči, da ne vem kaj, ampak organsko se nam je zdaj Instagram ga je od F v višave in smo dobili, ne vem, 1400 sledilcev v enem tednu. Tako da hvala vsem, ki nas spremljate, bom jaz probal še update gor na Instagramu delati te dnevne, sam kdaj pač preprosto ne gre, ker se vam lahko še enkrat zahvalim, je bilo toliko naročil čez vikend, da sem jaz danes prišel kdaj nekaj čez 8, pa sem parkiral do 10:30 skoraj. Tako da najlepša hvala. Ja, zato tako zmatran zgledaš. Ja, a veš, da ta zdaj sem, ja, no, nima veze. Sem smatran, ja. Dej greva zdaj še kar na, poslali ste en kolo, pa ga greva lahko oceniti. Jaz lahko že kar na pamet povem, ta gospod v bistvu tudi hod na runde, jaz sem se pogovarjal z njemu, kolo je sicer zelo lušten za njegove potrebe, zato ker ga ima, mislim, da je rekel, da je še zelo pod 7 kg, glih okrog 7 kg. Zdaj, ne vem, kako se naj lotam ocenjevanja tazga kolesa, ker ima gor prtlage za selitev, ne vem, da gre čez celo Evropo, tako lesart, pol so flat padala gor. Tako da polhanje stvari, ki jaz, ki ocenjujem cestno kolo, ga ne morem pač dobro oceniti zaradi tega, čeprav je kolo brez vseh teh stvari za moje pojme zelo lep. Zdaj, ocena, ki jo bom dal jaz, za tako, kot je slikca poslal, ne vem, 4. Če bi pa gledal brez tega, da bi bil, ja, brez vseh dodatkov gor, ki si ga lahko pač predstavljam, je pa za moje pojme, mislim, zelo lušten. Te obroči sicer, ki jih ima gor, so neki zelo poceni, ampak če jih je kdo že vozil, mislim, da so CSC. Lahko komentirate spodaj, kakšni se vam zdijo. A ja, pa še za Vuelto komentirajte, kdo vi mislite, da bo letošnji zmagovalec oziroma kar top 3 napište. Skratka, nazaj na kolo. Brez vsega tega je pa pač meni lušten, lepo je skup dan, ni v bistvu nobene stvari, ki bi rekel, da bi me zmotila, če bi bila cestna pedala gor, če bi bilo podložk manj, pa da bi bil brez vse te navlake, bi bil po moje tam blizu 9. Ker je uživo, je res pa če ima milijon kablov gor. Ja, sej, mislim, ok, pust, to je pač tak modela, ne, ampak overall, kako zgleda vse skupaj, mi pa pač brez vseh teh dodatkov bi bilo, po moje, bi zgledal zelo lep kolo. Ti si šel čisto, o moj bog. Jaz pač žal, meni ta kolo ni všeč. Nikakor, ne tako, gor so navadna pedala, sploh ne vem, sploh ne bi tako, če bi meni rekel, sploh ne bila, da je to specialka, bi pač rekel, da je na en trekking kolo en dal gor balanco. Se zdaj me bo kdo kaj popluval, ampak nič hudega, ker meni je res ta kolo tudi uživo grd in klem je grd, ne moram pomagati. 4, če vse dol pobere, mu dam lahko edim 5, ampak to je pa vse. Dobar. Res to, ja. Pač to je meni je bil, ko sem ga že videl na hiter, ok, sem jaz z vsemi temi dodatki. To je tako, kot da bi na Porscheja dajo na vrh gor neki, se nima veze. Gremo dalje. Ja. Tisti, ki hočete sodelovati v tej nagradni igri, na konc leta boste vi sami izbirali, kjer kolo vam je najbolj všeč in ta prvi, se pravi zmagovalec, ki bo na konc zbran, bo dobil eno approved kolesarsko majico za ston. Tako da, to je to. Zdaj imamo pa še zadnjo temo za ta teden. Sem pa sem se prejšnji teden odločila, da bo imela tele sedeže, da greva čez.
Pa jaz sem si že pripravil, da bi zdaj prebral en tak spis, dolg pa ja, mi ga ni skupiral, tako da vam ne morem, lahko vam grem nekako od začetka, da veliko ljudi, ki si ki je pred nakupom ali novega sedeža ali novih kolesarskih hlač, dostakrat pozabijo, da vse stvari načeloma izvirajo iz samega položaja kolesa. Se pravi, ta prva stvar, ki morate imeti v redu, je, da imate pravilen položaj, pravilno nastavljene blokeje in pol šele lahko iščete naprej, rečemo, kakšen sedež vam ustreza, pa mogoče potem so pa še kolesarske hlače. Se pravi, to je neka ta prva stvar, ki bi jaz začel iskati napake, če je, kakšni mislite, da vam sedež ne ustreza, lahko imate pa samo previsok sedež, lahko so blokeji narobe nastavljeni in pač to vpliva na sam položaj. Tako da tukaj bi mogoče začel ta najin pogovor. Zdaj, če grem naprej še od samih sedežev, imate zelo ploske sedeže, pa imate pa sedeže, ki imajo večjo krivino. In zdaj te sedeži, ki imajo večjo krivino, so načeloma sedeži, ki so narejeni za kolesarje, ki sedijo bolj po koncu, sedeži, ki so bolj ploski, so pa načeloma za kolesarje, ki ne bi bili bolj v aeropoložaju. In zdaj tudi te, ki so bolj v aeropoložaju oziroma ki medenico lahko bolj zakrivijo, so tudi sedeži, ki imajo, rečemo, širšo, večjo luknjo. Tisti, ki so pa bolj po koncu, pa načeloma je boljše, če imajo več opore in je lahko tudi sedež brez luknje, zato ker se ne čuti toliko pritiska na ta mehko tkivo ali kakorkoli. Tako da to je ene par takih stvari, ki je dobro vedeti pred nakupom sedeža. Logično, ta glavna stvar, ki jo vsi zmerimo ali pa vsi v vsaki trgovini grejo najprej čez, je širina teh ritnih kosti ali kakorkoli. Tako da to se najprej zmeri, zato da se ve širino, pa lahko še te podatke, ki sem jih zdaj povedal, lahko prenesete na sedež, da približno veste tudi, kako sedite na kolesu, a iščete bolj zaukrivljen sedež ali tak, ki je bolj raven na vrh. Bi pa rekel, da je a je to aeropoložaj, je bolj udoben položaj, bi rekel, da je tam nekih 5-6 cm od krmila do sedeža, se pravi, koliko je tega dropa, bi rekel, če je čez, to je bolj, rečemo, bolj športen položaj, če je pod, to je pa bolj komod. Zdaj, se strinjaš s tem, kar sem povedal? Ja, v bistvu presenetljivo se. Ja, tudi zdaj spet moram, da nisva strokovnjaka, ampak sva pa že nekaj časa oba na kolesu, pa sva že kar nekaj si prebrala, pa preposlušala, pa nekaj tudi preizkusila, ne? In definitivno jaz se kle strinjam najprej, da je treba imeti ta pravo pozicijo in tukaj spet pač poudaram, da najprej pozicija v prvi vrsti je fitting, pa se lahko sami igrate malo naprej. To mislim, da je zdaj že zelo veliko kolesarjev, recimo sploh iz naše runde. Moram reči, da recimo tako nam 40-50 kolesarjev, kolikor jih je bilo letos na rundi, mi je sigurno že vsaj 10 rekli, da so ful veseli, da so šli na fitting, da so ful zadovoljni, da so se polster še malo igrali sedežem, sem tja gor dol. Ampak ja, najprej treba imeti nastavljen kolo, pa lahko povem kot zanimivost blokeji, koliko so pomembni, kako so nastavljeni blokeji. Ne. Mene je 10 let nazaj, mi je vedno levo roko ful mravlinčal, ko sem se vozila. Ne. In pa mi je tvoj oči takrat nastavil blokeje. In jaz imam levo nogo dosti krajšo že od kolka dol in krajši podplat, za skoraj za centimeter. In ko je on meni nastavil blokeje, je mene nehal mravlinčati v roki. Tako da res zanimiva stvar. No. In pol je povedal, da v bistvu to prihaja iz hrbtenice, ko ti v bistvu si v napačni poziciji z ritjo, ti v bistvu iz rit prihaja v hrbtenico, iz hrbtenice pa v roko. Tako da so te, kaj vse nas lahko mot zaradi sedeža ali pa zaradi blokejev. In isto je spet sedež. Jaz sem dolg časa vztrajala na bolj ozkih sedežih, ki se mi je ful dobro zdel, pa lepši na kolesu je zgledal ozki sedež, pa nekako sem imela, ne vem, da imam jaz ful ozke kosti, da sem imam bolj ozke kot druge ženske in ne vem kaj. Ampak na koncu zdaj, v bistvu sem na najširšem sedežu, kar je možen od berka in mi je ful dober, se ful boljš počutam in bi mogoče prej so rekla, da je kakšen
sedež za udobje sigurno boljš kot ozek. Ja. Tako da ja, to, kar si povedal tudi glede se pravi pozicij, raven ali pa bolj ukrivljen. Jaz sem recimo raje bolj ukrivljen sedež, čeprav se dam lahko dosti relativno nizko pozicijo, ampak mi veliko bolj odgovarja, pa širok. Mersat ima recimo pa čist sploh sedež, pa ni spet tok v teh res pozicijah, čeprav je kar dosta, ne? In tudi on se pa lahko zelo upogne, to je res. Tako da Ja, pa sedež ima športen položaj na kolesu. sej ima, sej pravim, pa ni dirkač, ampak ima, ja, tako da njemu ful, on samo še na teh plohih, ali kaj so ploh. in isto se je to tudi celo na gorca naštemo, isti, ko sedaš. Tako da, ja, zdaj opažam, da vidno, da zdaj iz nekaj časa, da so zdaj kar malo moderni, tudi sedeži brez lukne, ja. Sem kar na dostih to kolesih opazila, sploh so te tiskani, a ne, ko so, jih je kar veliko brez lukne, pa res, da je vseeno vmes, ne, se pravi, omehčan ta del, da ne pritiska, ne. Pri 3D printernih je glih to, kar si zdaj omenila, je fajn, zato ker lahko to gostoto te pene porazdelijo in v sprednjem delu so sedeži lahko mehkejši, medtem tam, ko se sedi, je trši, zato da pač nudi oporo dlje časa. Ne. Je pa tako, sedeži te, ki so najprej ven pršali, jaz sem bil koliko 3 leta zdaj že nazaj sem bil takrat v Dubaju, pa so mi bikefitteri tam in pol še v Singapurju rekli, da je samo en sedež v redu bil takrat, zdaj je teh sedežev mogoče že malenkost več, ampak ja, je treba dobro je, če si vsak sedež v teh test centrih, ki jih imajo štacune, če se jih pač sproba, mi kle pač imamo odberkane in logičen sploh, če sedež 270 €, si ga vsak želi verjetno sprobati prej. Ja, se je še dražji. No, so še dražji, tudi te tiskani isto. Ne pa pričakovati, da si boste kupili sedež na Temuju za 20-30 € in da vam bo potem ful noro dober. Lahko vam bo, ker je čisto odvisen. Jaz poznam, imam prijatelja, ki pravi, da mu čisto vsem kakšen ima sedež gor. Nikoli ga ne boli rit, on nima nobenih težav, tudi hlače mu je čisto vsem kakšne prav doma. In preko kolesar 150 km, on ga nič ne boli, nima težav. To je Luka. Ne, Ja. to je Tilen. Ja, ker sem videl Lukata z unimi njegovimi hlačami. Luka ima pa 100 težav, on ima pa toliko težav, ampak če bi njemu začel vse njegove težave iskati, za vsako stvar najdeš izvor. Jaz sem boksarce bolj obrede, kot je on te kolesarske hlače. Ampak ja, pismo. Ampak ja. Ok, zdaj kar se še tiče samih sedežev, se pravi, so 3D printani sedeži, potem imate tako kot ima Berg, Sele Italija in še podobni, ki imajo praktično so čist brez podloge. Pol imate pa še podložene po večini spominsko peno, tako da tukaj je dober, da pač testirate, vidite, kaj vam ustreza. Jaz vse, kar sem s peno probal, mi noben sedež ni ustrezal. Čutim, da je pač bolj udoben sedež, ampak na daljših vožnjah mi je čist karbonski sedež, mi nudi pač to oporo boljš, ker so me vsi začeli peči. Nisem bil z nobenim sedežem tako zadovoljen, kot sem zdaj pač s tem Berkovim. 3D printanga pa niti še nisem sprobal, tako da težko kaj rečem. Trenutno pa te, ki ga imajo, so po večini sami taki kupci, da tiska kupijo je ful dober in pol jim ne morem glih zaupati, je dejansko dober ali ni dober. Ja, jaz poznam, da ga vodco ga ima in je ful navdušen in so ful zadovoljen in pač ja, ta orang sedež, a ne, tako da je pa res, da njemu pa recimo Berg ni bil všeč, a ne, da je sprobal, ne, tako da to je stvar, to je res, no, na kolesu, če si ti 2 ure plus je dejstvo, da ti nekaj ne moreš štimati in sedež je zelo pomemben, kakšen je pa tako, no, se pravim, mislim, da punce sploh jih je zelo veliko še vedno na preozkih sedežih, ker vidim tudi, ko se vozimo in potem vidim ženske, ki imajo praktično skoraj rit čez sedež in takrat to sigurno nekaj ne štima, tako sem tudi jaz včasih vozila, tega skoraj pri moških ne vidiš in jaz zdaj, ko imam širši sedež, prav nastavljen, tudi meni gleda centimeter, 2 sedeža od zadaj, se pravi in... Se pravi, jaz narobe nastavljen. Imaš pa toliko veliko rit, da ti ne more noben sedež ven gledati, tako da brez veze, kako bo tebi sedež ven gledal.
Ne, mogoče bi pa imel, se ti imaš širšega, ne? Ja, Nimaš sem najožjega. 150. Ja. Ja, meni je v redu, ampak ja, zaenkrat ne bom menil čist nič. Mislim, jaz se zdaj vozim veliko bolj od spredi na sedežu, veliko bolj na spred na sedežu sedim, kar tudi na začetku sem kar dobro čutila na kosteh, ampak zdaj se to telo prvat, pa se očvrsti, in zdaj nimam nobenih in se veliko bolj od spredi, ampak tudi v to me je prisilila ta nova pozicija, na kolesu, da se dejansko bolj naprej držim, s tem je pa pol tudi spet drugo, pa pritisk pol na pedala drugačen, bolj izkoriščen vse skupaj in pač to so meni pač dosegali s fittingom, to mislim, da drugače si sam tega ne moreš glih dosežiti. Je pa tudi sedež, se pravim, prvič vozim toliko širok sedež, kakor ga imam to sezono, ampak se tudi res dobro počutim. Ja. Zdaj, če gremo kar se sedeža tiče, fittinga itd. Fitting, tako kot so prej omenila, je nekih 80%, polunih sadnih 20%, jaz pravim, da si vsak lahko sam še malo nastav. Zdaj, blokeje, jaz najmanjkrat svetujem, da si jih sami kaj preveč raufate. Kar se tiče pa samega sedeža, pa tako, da je najboljš eno stvar na položaj, pač eno stvar na vožnjo naštelati. Se pravi, če vidite, da vam nekaj ne ustreza, lahko probate, da sedež za malenkost bolj naprej, ne vem, klun mal dol, kukorkoli, ampak samo eno stvar na vožnjo. Jaz sem tako letos prišel do pač tega mojega položaja, ki mi ful ustreza. Če bilo po moje, bi upal, da bo Berg začel delati sedeže, ki imajo še daljše rejle, da bi dal sedež lahko še bolj naprej, kakor je zdaj. To bi tudi jaz si želela, ja. Ja, to bi bilo meni top, zato ker če bi dal sedež lahko še malo naprej, takrat, ko se prisilim, da vozim bolj naprej, avtomatsko pač zdaj v klanc grem dosti boljš. Je pa problem, ker ne morem tako voziti glih, in cel Vršič ne bi mogel, rečemo, v tem položaju odpeljati. Ja, se zato, ker tudi nismo navajeni, bi mogel to trenirati še več, verjetno. Sam mini glih. Drugače pa meni isto, če se dam naprej, začnem pol lest nazaj, ko si utrujen, pa ko si zmatran, začneš nazaj lest, ker to te v bistvu prisil ta počutje bolj kot kaj drugega, če si pa počutiš dobro, pa si spočit, pa je vse ok, pa res lahko dobro izkoristiš tako pozicijo. Drugače se tudi strinjam s tem, sigurno ni vse fitting, ampak je pa en začetek, tako kot si rekel, blokeje, mislim, da kar nastavijo in da jih težko bi sam, da jih treba res pustiti pri miru, razen če se ne vem, kaj ti zdi, da ni, da te ne vem, kolen boli ali kaj svem, pa mogoče še enkrat fitarju reči, da ti spremeni, pa mu povedati. Vse ostalo se pa da, tako kot si rekel. Da se tudi v končni fazi mogoče balanco, lahko še za kakšen spacer spustiš dol, sploh če ti še recimo fitar rekel, da imaš to možnost, pa mogoče nisi, jaz recimo to možnost imam, samo bi mogla potem na krajšo balanco. Se pravi, na krajšo fajfo bi šla lahko še v nižjo pozicijo, glede na flekse, ki jih imam pač v bokih. Tako da to zdaj se malo s tem tvojim nišam igram. Tako da zdaj sem že dosti bližji tej poziciji, kot sem bila naprej na dogmine. Tako da jaz se zdaj malo z nišam vozim. Čekamo, še kaj pri sedežih? Ne. Jaz ne vem, kaj bi tukaj sploh, razen to, da tako kot sva rekla, da je treba najprej fitting, tam ti tudi sedež pove v končni fazi, kakšen je primeren za tvojo rit. A je to z luknjo, brez luknje, mehak, širok, širino, ti tudi fitar? Ni samo, ne? Mislim, sam na koncu še vedno boljš ta trial and error, pač da probavate sedeže v neki trgovini, ki imajo pač več teh tesnih sedežev, ker tudi sam fitar je tudi sam človek in da bo on kar zadev sedež, ja, se on ne bo poimensko povedal, ti boš pač saj širino, a ne dolžino. Širino ti povejo vsaki štacuni. Ja, ti. Ja, meni so v štacuni pa je bila čist mem. Čist druga, ki jo imam zdaj. Mislim, sem se ti glede na kosti, pa kar se zmer, ne? Sam ti fitar ne mer sam kosti te ritne, ampak ti še medenične, a ne zraven, ne malo drugače. Fitari ne merijo tako, kar merijo v štacunah. Mislim, jaz bom rekel, da v veliki večini, pa tako bom raje začel. To, kar vam zmerijo v štacuni, greste vedno lahko še na širši sedež, nikoli pa se ne gre na ožiga. To naj bo neko pravilo. Jaz bi kar svetvala, da na širši, kar se ga tam smeri. Če si v kakšnih dilemi ali pa da reče ne vejo vmes, absolutno na širši. Enoč, tako.
po moje, da je pri sedežih to. Ja, če pa. Je pa tako, kot si rekel, imamo Berkove sedeže pri nas za sprobat, tako da se jih lahko sproba. Zdaj, mi smo bili ta vikend na tem kraljevskem krogu, kar vlog si lahko tudi pogledate. Petra zdaj spet malo menjava kolesa, tako da zdaj se v kakšen teden 2 vozila na Nišu. In je šla s tem. Jaz lahko povem, da tudi kolo ji ne pomaga, da se v kaj bolj spuščala. Tako da ja, zgleda, da je dogma tudi še vedno v redu za spuste. Glih to kukar Niš, ker se ni čisto naš dol boljš vozila kukar z dogmo. No, moram pa reči, da pač Vršič, ki ga kar dobro poznam, sem se ga s tako lahkoto odpeljala, res, da ga nismo tišali, niti približno ga nisem tišala, ampak tako, vedela sem, da nas čaka še dolga pot in si niti v sanjah nisem šla, da bi šla tako, kot ti si postavljati neki svoj rekord na Vršič tisti dan, ampak sem ga tako... Sem ga probal gor, ne dol. Ja, sej gor. Gor. Jaz govorim, na gor sem se pelala zelo lahkotno, zelo enostavno in sem se pelala 58 minut tako, ampak res brez, da bi se namatrala, no, tako bom rekla. Kako smo imela pa ti najboljš cajt, ti smo mogla imeti 45-46. Kje pa? Lahko povem. Ne povem. Jaz bajsi sem hitrejši kot ti. Ja, nikoli nisem imela dobrega časa. Tudi bila sem na Jurišu na Vršiču, pa sem zelo zmagala svojo kategorijo, ampak sem imela zelo slab čas v bistvu, ker takrat niti ni bilo neke konkurence, tako da ni bilo težko zmagati kategorijo. Imam pa željo iti na Juriš na Vršič še in bom sigurno šla do svoje kolesarske kariere še kar nekajkrat, ker se mi zdi, da je en to tak pokazatelj, da koliko si dejansko z leti ohranjaš eno kondicijo. Se pravi, ne vem, recimo jaz vem, da se bom zdaj, če bom šla tako le pripravljena na Vršič, se bom definitivno odpeljala najboljšega, kar sem ga kdarkoli, to sem sigurna. Koliko je to pa? Ja, mogla bi ga iti pod 50 minut. No. Okay. Tako, ne bom si zdaj postavljala nekih norih. Mislim, da bi kar mogli iti kar dosti pod 50, no, če bi bilo vse posreč pod 50, no, tako bom rekla. Ja, jaz sem rekel, da letos ga bom šel še enkrat. Hodila sem povedati, da recimo Mersat je šel takrat tudi z mano, ne, na Juriš in je v bistvu odpeljal mečkan slabši, kakor recimo 10 ali 115 let nazaj. Ja. Se pravi, da z leti ni nazadval, a ne? Ni nikoli treniral, nikoli neki dirko, ne vem kaj, ampak če ti zvozaš ta Vršič, dokler ga lahko zvozaš nekje pod uro, oziroma če si star 60 let, pa ga vozaš 1 uro, je to še vedno za mene en pokazatelj, da si res na klanc še spreman. Tako da zato bom sigurno na letos ne, ampak pa sem videl, ampak drug let, kakšen tale Juriš na Vršič bi pa še šla. Ja, jaz sem rekel letos, da grem, sam bom v Planici štartu, zato se malo grejem. Pa bi ga šel rad pa ja, gor lepo odpeljati. Tudi, ko sem šla na dirko, sem šla do Planice, pa nazaj na ogrevanje. Alda sem šla na ogrevanje, ne, prej. Nisem zdaj kar gor začela se voziti. Če greš na dirko. Jaz moram reči, da tako, ko smo šli... Čeprav na dirki ga boš sigurno pelil najhitrejši. Ja, sam ne bom šel na dirko. Ker takrat te potegnejo čez ta raven del, sigurno ga ne moš nikoli sam toliko hiter odpeljati, ne, in je to glih toliko je dolgo, da lahko je to tudi minuta, a ne. Ja, tako da, ja, no, ampak to bom še šlagano. In povej, spet si bila na Nišu, povej, kako ti je všeč. No, se to sem hotel reči, da sem se zelo lepo pelala, zelo dobro, ful mi je bilo všeč na Vršič, zelo lahkotno, toga sem že stokrat rekla, kolo je ful lahak, to se mu vidi, in pač ta odzivnost, ko pritisneš, da kolo gre, ne, da imaš občutek, da ga vlečeš za sabo gor. Dobro se ga abzica, tudi na spustih je krasen, sam jaz ne moram kolo, ker niti ni moj, se ga niti ne upam, da bom zdaj jaz nekaj riskirala, pa ne vem kam šla. Ti tudi če bi upala, se bi šla še nekaj počas. To ti misliš, ampak dobro. V glavnem, ne, se ga pa čut, ko greš v ovink, ko ga lahko položiš in je kolo, jaz mislim, da tvoja, ne, tale mora biti še boljši verjeten, sploh za spust, mislim, da pa še večja razlika mora biti. Pa veš, da za spust
Ja, jaz ne bi pa bom rekla, kaj da- preveč rekel, mislim, spušča Ker se ta je super. že ta je v klanc, ne, zelo klančarski. Ja, a ne. ampak ta za moje pojme, veš kaj, v sprednjem delu je bolj tok in vse pospeševanje, ki ga dobiš, je iz headseta dol do BB-ja. No, saj tudi to čutiš Gre pri- ful, mislim, da s tem se jaz pelem tako dober v klanc gor, ker za trenutno pripravljenost se načeloma ne bi smel. Ker vem, kakšen cajt zdaj dosegam, pa vem, kakšnega sem takrat, ko sem imel, ne vem, najbolj spimpano dogmo možen, ki je bila tudi na 7 kilah, tam ni, da ni bilo na bajku gor. Takrat nisi tako treniral, nisi Takrat sem bolj treniral. Ma ti kva si treniral, Takrat sem jedel nisi nič, treniral valjda, si. da sem. Takrat sem najbolj se vozil, se pravi, to je bilo 2015 do tam 2018. Je pol se nisi tako dober. Če se zdaj dober. Ja, Kao sem dober. Mislim, zase, ne? Ja. Ja. Takrat sem imel ta najboljš, pač tako, cajte, če gledamo klanc gor. Ja, Za no, moje ste pojme, pa- če jaz pridem s 85 kilami, ne vem, na te okoliške klance v top 10 pa top 20 na Stravi, je to zame vrhunski Ja, cajt. seveda, da je. Če gledam, kjeri te ostrški ali kva so, se furajo gor, jaz ko zraven stopam, zgledam, da sem 15 Ma kategorij pa imaš tudi širši. imaš motivacijo, imaš željo, imaš voljo, je pa tudi kolo svoje naredi. Pa, Ja, sej mislim. no. Če bi dal kakšnim od teh kolesarjev moj bajk, sem ziher, da bi še popravil cajt od unga kolesa, ki ga imajo. Ker že zdaj rečemo, zdaj glih na Mangarcu sem govoril moji, sem se prav smejal. Pač mene so šli kolesarji, ki bi rekel, fak. Skoraj sem mislil, že tako lovkart vrš tja v prepad dol. Ker je prišel, en mu je škripil kolo, pokaj šel mene, nisem vedel, mu kosti toliko škriplajo ali mu Za bajk. kabila se toliko za en kurc počutiš, bi pa še malo pritisnil. no, Res. skratka, Majoj. počutil sem se slabo. Oj, kaj to vedela. No, kar se tiče kolesa, Ne, hodila sem pa se sam kar Roland povedati, pozna. da potem, ko smo pa pač šli iz Bovca, ne, in je bila že po kilometrih, recimo, ali pa ko smo že kar nekaj imeli tudi in višincev in klanca pa kilometrov za sabo, sem pa pol začela čutiti kle na strmec gor, tako kot sem rekla, ne, kle V tele kolenih. na rastiščih v kolenu, kar sigurno najbolj pripisujem temu, da je pač drug kolo, da sem v eni drugačni poziciji, kot sem bila na dogmi in zdaj upam, da bo to pač 2-3 fure, ker pol naslednji dan, ko smo šli, eno tako lažjo, nisem načutila koleno. Ja. Tako da- To je to v sedežih, če rabite kakršen koli na svet, komot lahko tudi pišete. Dej mi povej, kaj ima naslednji teden. Šla Kaj? sva zdaj gume, power meter, sedež. Ja, kaj pa s nama še ostanejo? A lahko se v krmilih govori? Krmilih. Lahko greva v bročih. Obročih, ja, to bi bilo Ja. boljše. Obročih. Greva v To so že bročih. kaj povedala, ampak Dej, bova pa zdaj lahko več ti povedala. najprej povej, ti že po moje že en let govoriš o tem, da razmišljaš o novem kolesu. Ja. In zdaj se res zna zgoditi, da boš ti nov kolo si mogoče v kratkem res prvošla, v kratkem rečemo do naslednje sezone. No, bo prej. O Kot kaže. čem razmišljaš, pa kaj? A da kar povem. Mislim, vse mogoče ti kdo lahko še svetuje, ne? Če kdo kaj že vozil. Je v bistvu jaz prav veliko, tisti, ki me poznajo, itak vejo, da mene ne morejo prepričati o neki, ki si v glavo ubijam. Tako da trenutno, če povem po pravici, mi je nekako največja želja, da bi peljala tega Colnago Y. In tako, kot sem ti že rekla, in sem tle pol vozila pred tvojim oknom gor pa dol in ti mu skozi mahala. Že? Ko bo pokazala naš tacuna, to je no. Ja, zdaj zato. Ne zato. Me sam kolo mi je bil všeč, prepričal me je sploh ta tur, ki so ga vozili to tudi na klancih. Meni so bila vedno, kar se tiče izgleda, sem pa tudi sama vožnja, sem bila že odkar sem na dogmi vedno bolj všeč nekako. Dogma je bila en tak kolo, ki je bil že prej neki vmes, ne?
Ni bil čist klasičen aero. Te klančarska kolesa meni sploh niso všeč, že neki po vizualnem, prav ta klasično, to, ki je vse uskopa, vse tanko. Meni recimo Scott je lahek, pa ne vem kaj, ampak mi nikoli ne bo to neki lep kolo. Še vedno nekako so italijanska kolesa, tista, ki so mi. Zdaj, ali je to Pinarello, je to Colnago. Mislim, jaz ne moreš reči, da je Colnago lep. Ne, sej to ni lep. To je en izmed najgrših koles, kar sej jih ni je lep, trenutno. Je pa zanimiv. Lep sigurno zaenkrat še ni. Pustimo zanimiv, drugačen. Ampak jaz mislim, da bo ta, kot sem ti rekla, že tep takrat, od začetka sva ga skupaj pluvala, pa si ga ti malo bolj, sem ga že malo manj, pa mi je bil nekako, sem rekla, da se bomo navadili na ta kolesa in zdaj prihajajo ven vedno bolj čudna kolesa, v bistvu. Ne. Vsi so grdi. Ma ja, sam to je, veš, to je tako, kot se jaz spomnim, ko smo videli, ne vem, prvi modern avto iz tistih škatelj, ki smo jih bili navajeni, ne, v Jugo, pa Golf dvojka, ki je bilo vse isto, ne, sam pač meni se je zdel isto, sam večji, pa kar naenkrat so prišli ti ovalni avtomobili z blatniki, so malo ven gledali. Se spomniš Multipla, Fiat, pismo, kakšen je bil to avto, grozen grd. Ja, sej, ampak taki avtomobili, in to je ratala moda in danes so vsi avti taki. Ne, Multipla je bila grda, ki je vam prišla in še zdaj je grda. Ja, pa zdaj so vsi avti, po moje, vsi, ki so na sceno Multiple narejene, so grdi. 80 let bi mislil, da je vesoljska ladja. Okay. In tako zdaj jaz gledam na ta kolesa, ki prihajajo ven. To je pač... Se pravi, ti je grd, ampak čez 10 let, ki ti bo lep, je to. Dobro, zanimiv. Jaz mislim, da ko sem jaz na njega vse, da bo hiter lep. Okay. Veš kaj, rad bi se s tabo pogovarjati, tako kot se strankami pogovarjam. In kaj pa pričakuješ od tega kolesa v primerjavi z Dogmo? Jaz mislim, da v primerjavi z Dogmo, da bo to verjetno tam neki tazga kolo, kar se mene tiče. Jaz mislim, da bom zdaj rekla, da bom šla s tem kolesom v klanc, kaj boljš skoraj ne verjamem. Ne, se šla boš počasnejš. Ma to ne verjamem. Se ti jaz povem. Ma z Dogmo, v primerjavi z Dogmo ne. Jaz mislim, da bo, kar se tiče, da bi zdaj rekla, zdaj sem pač nekako sem v temu, da bi rada kupila nov kolo, da pač itak je bil to v planu nekako. Koliko imaš ti Dogmo težko? Imam kar 7,5. Okay. Sploh ne, kdaj smo jo vagali. Jaz sploh ne, če smo jo vagali, daj s Princetoni. No. Tako da bi jo enkrat mogla sleči dol, vse, kar imam tiste gor, pač okay, pa jo enkrat zvagati. Se rekla Mercedes, da bi jo enkrat zvagal, ker ne vem, če smo sploh kdaj vagali, če smo jo vagali s Princetoni. Se ne spomnim. Z VTO je imela tam neki tazga. No. Okay. Tako da ja. Ne vem, se jaz mislim, da tale Colnago, no, kakor sem jaz gledala, pa po teži, pa itak gor bo šle Princetonke, a ne? Ja, dura je iz Princeton, sej. Najbrž boš samo okvir vzela, ne? Tako. Ja, okay. Pa Berkov sedež, pa OSPV, vse bo gor ostal. Jaz računam, da bo pač imel teh 7,3, nekako, kakor ne bi imel ta kolo. Tako da, če bo imel... Če Ben nima 7,3, kaj ga vagaš? Ja, vsi imajo 7,3. Ne. 7,7. Ma ne, no. Brez pedal. Ma ne, no. Se boš videl. Jaz mislim, da če bo pod 8 kil z Asioma pedali, ki jih imaš ti, bo po moje zelo v redu teža. Tako. To, kar sem jaz zdaj pregledal. Pač fora je, da planiram nekaj narediti v, bomo rekli, oktobru, novembru, se pravi za naslednjo sezono. Pa upam, da mi bo ratal, se pravi, da bo poslušalci naši sami izbrali, kjer kolo hoče imeti testan in ga bomo pol mikle sestavili z top of the top opremo. In zdaj razmišljam, kjer bi sploh dal za to, da bo testan. Se pravi, ne od koles, ki jih že, se pravi, ne niš, ampak v ožji izbor trenuten so, se pravi, Dogma, itak, kaj meni, pač ne vem, če je kjer kolo še lepši, kukar je Dogma. Niša že imamo, pa zdaj imam novega naročenega. Pol je Colnago, čisto zaradi Pogačara, se zaradi naš drugega. Cervelo S5, zaradi tega, ker je zihar za moje pojme trenutno ta najhitrejši bajk na trgu, kar se tiče aerokoles, po tem, kar sem jaz gledal. Pol pa Trek, meni je grd in ga ne bi pač imel, tako da če bojo hotel, lahko tudi Trek. Gianta, Merida ta nova je po moje pretežka.
pa kaj sploh še je. Cannondale ne bi imel zaradi tega, ker mi par stvari pač ni všeč, tako da ja, med temi tremi po moje. Sam ljudem, da moraš dati možnost, a ne? Sej, jaz bom dal spet 20 bajkov, ampak načeloma upam, da bo Dogma, Cervelo ali Dogma si že toliko sestavil teh Y. teh top... Pa ne, Y bi sam zaradi tega rad imel, zato da bo testan. Y boš zdaj videl. Da ga folk, ja, vem, sam ti, ki ga Saj še všmela, ni bo mus, itak to ta je- najboljš to je samo kolo. To je samo kolo, ki sem si ga nekako, ne vem, zdaj zamislila. Jaz itak načeloma tako, če mi bo kolo sedel, če mi bo kolo dober, če se bom dobro z njim vozila, se bom vozila. Če ne, pa pri tebi ni šel vzela, ne? Ne, Saj sem pač, prej, ko sem začela, nekako- to je bolj tako, kot jaz pri sebi razmišljam, ne, se pravi, kakšen kolo si moram jaz sestaviti, da bo dober za to, kar je meni všeč, plus še za moje hibe kot kolesarja, ne. Se pravi, jaz vem, da v klanc gor nikoli ne grem dober. Se pravi, jaz bi vedno hotel imeti kolo, ki gre v klanc gor dober, zato ker po ravnini, vsaj s temi kolesarji, ki se jaz vozim, jih lahko sledim oziroma sem še celo med boljšimi po ravnin. Se pravi, zato ne rabim jaz imeti tukaj še višjih obročev, še ne vem česa, če že s temi se pelam. Rabim pa za klanc gor, ne? Ne, jaz pač tako, če gledam sebe, kako se vozim zdaj, odkar treniram, pa tudi kaj se vozim, nekako včasih smo se pogovarjali, veš, na klanc spet je toliko strm, na klanc je toliko strm. Zdaj se v bistvu teh strmih klancov izogibamo, se jih izogibam, se ne vozim na njih, ker jih tudi potem ponavadi, ja, če pridemo do strmega klanca na velo izletu, slučajno kakšnega odseka, ga pač odpeljamo itak vsak po svoje. Na naši rundi, na naših teh odsekih glih prav noro strmih klancov ni, da bi zdaj zaradi tega se lahko ne vem kaj in čisto nasplošno, ne vem, čisto tako zanima me samo kolo, nažalost se ga ne da, ne morem ga dobiti, da bi ga glih testirala, pa se z njemu vozila nekaj časa, tako da sem se pol tudi nekako v tej smeri odločila, mi je zanimiv kolo, tudi jaz imam rada, da so stvari drugačne, da nimam tudi takrat, ko sem imela jaz Dogmo, takrat na Dogmi ženske praktično ni bilo, danes jih je cela gora, nažalost jih je cela gora na raznih fejkih, ampak tako pač je, tudi ta Colnago Y bo slej ko prej fake vam prelezu. Ampak ja, ne vem, tako, želim si kolo sprobati in ga videti in se pravim, Dogma bo najverjetneje itak zaenkrat niti ne mislim prodajati, vsaj zaenkrat ne, no, ne vem, bom videla. Tako da še vedno ostane. Ne, se bolj me zanima, kako da si izbrala glih ta kolo, pa ne pol, ne vem, ok, Scott, dober, ti ni všeč, pol imaš kle... Ne, to sploh nimam kle za razmišljati. Jaz, če si trenutno v tem momentu, če me vprašaš, katero kolo bi zdajle menjala, je to, ali to bi bila spet Dogma, sam je pač trenutno res to cenovno še vedno malo prehuda cena men. Druga varianta, se pravi ta Colnago iz čistega ferbca nekako in tretji kolo, mislim, tako, če pa kolo price performance bi pa šla na niša potem. Pa še všeč mi je, ker bi si tudi šla potem, ne mudi se mi ne, a ne zdajle s kolesom neki novim in če bi šla v nov kolo, kar če je niša, bi mi bilo pa najbolj všeč to, da se lahko igram potem z barvo, da si lahko zberem tazga, kakor meni paše, ker pač vsa ta kolesa ostala, ki sem jih naštela, ok, Dogma ima, ampak v ta varianta My Way je to ni šans, ker je to prehuda cena. 10 € sam za okolje. Ja, tako da si ga bi štrihala, ne, Colnago isto je omejen z barvo, niš bi si pa lahko potem res pobarvala ga tako, kot meni paše. Ja. Tako da niti drugega sploh ne razmišljam, ker vsa ostala, ko ni drugega kolesa, ki bi ga kdaj videla, pa rekla, ja, takle kolo bi pa je smela. Ja. Se mene pri Colnago tudi to res, kukor so Italijani pa vse, ampak pol, da grejo na take olož barve, pač ne razumem. Upam, da bojo dali Mislim, tega v bistvu ven, sploh ker nimajo barv. Mislim, Če tako gledaš, sploh ni barvne palete. Ja, ampak ni barvne palete. Če ti pogledaš Dogmo, koliko imaš paleto barvno, že tako, pa oni vsak let oziroma pol leta še malo dodajo, kakšno eno, drugo, tretjo, začnejo s 3, 4, 5 in imaš na koncu eno paleto barv, ki jih lahko izbereš, je Colnago nima nikoli velike palete barv. Pri Pinarello so se
letos marketinško dobro lotili, ne? So šli na te special edicione barve in pol dajo ven na vsake par mesecev pride neke barve, pač te specialne kao ven, ki so bile prej bolj ne rezervirane samo za Faustota, ne? Kao on Fausto, mi, ki smo hodili tja na mitinge, on je imel skozi neko barvo, ki je niti naročiti nisi mogel. In zdaj so pač začeli to ven dajati in se prodajajo po moje kar zametane. Ker Pinarello, to je tako, za moje pojme, kot Porsche. Kad da neki ven, special, folk čaka v vrsti za to in to je, ne vem, zdaj lahko me kdo popravi, ampak ne vem, jaz tukaj imam stranke, noben ne čaka manj, kar ne vem, XY mesecev, da pride v kverane. No, se spravi, mesto je zdaj, kar se če Colnagota, to ni zdaj 100%, to je samo stvar, v kateri razmišljam in imam neko željo. Če pa bo to pa še ne vem, pa tudi v bistvu treba najprej vedeti, koliko časa bi ta kolo rabo, da pride pol do mene. Pa tako. Ja. Evo, vi pa lahko komentar spodaj napišete še, kaj bi svetoval Petri, kakšen kolo, se pravi govorimo o high-end bajku, frame only, njej svetujete, da bi ona vzela, lahko to, kar sva že povedala, lahko pa čist nekaj novega, zato da mogoče dobi kakšno idejo. Ja, jaz bom vesela, če mi najdete kakšen lep kolo, mogoče pa še kakšno idejo dobim. Vse koles je veliko na svetu. Dobro, a imamo še kaj za ta teden? Po moje, da nas še sva že zdaj dolga, po moje. Ja, svakar, ja. Dobro, sončki, se vidimo na rundah, pa pol v soboto na izletu. Ne bo toliko vroče, tako da bo super. Nič, uživite. Let's ride. Čau, čau.